zakon o spremembi dopolnitvi zakona o pravilih cestnega prometa z enim samim namenom. Torej, da se ublaži izrekanje glob tistim storilcem prekrškov, kjer prekrški ne pomenijo nekega ogrožanja drugih udeležencev cestnega prometa oziroma povzročitve škode njim, so pa storjeni prekrški v skladu z določbami tega zakona o pravilih cestnega prometa. Predvidevamo izrek opomina. To je neke vrste rumeni karton za tega prekrškarja. In če dobi ta rumeni karton še enkrat v istem letu, potem se mu izreče predpisana globa. Torej, želimo poudariti, da je ta opomin možno izreči samo za tiste, za manjše, bolj blage prekrške, to so prekoračitve recimo hitrosti do 10 km/h in podobno. In seveda, da se pri tem ne ogroža drugih udeležencev v cestnem prometu in seveda tudi ne povzroča škode. Uradno osebo oziroma policist seveda ima to diskrecijo, da lahko oceni te okoliščine in če prije do izreka oziroma do storitve takega prekrška ne more izreči globe, ampak lahko izda opomin in seveda v teh opominih se vodi ustrezna evidenca. S tem želimo vsaj nekoliko preprečiti to tako imenovano inkasantstvo policije, ko dostikrat na določenih delih ceste, kjer seveda vozniki radi bolj si stopimo na plin ali storimo kot drug prekršek in s tem res evidentno ne ogrožamo nikogar, torej da tam najraje kasirajo od ljudi razmeroma visoke kazni, ki so s tem zakonom o pravilih cestnega prometa predpisane. Ta naš zakon je neke vrste tudi sporočilo, da je potrebno imeti pri kaznovanju ljudi neko zdravo pamet, da se kaznuje tistega prekrškarja, kjer je dejansko prekršek take narave, ki ima lahko škodljive posledice, da pa tam, kjer seveda to ni moč trditi, da se izreče zgolj opomin. Imamo tudi še en pomemben člen, to je plačilo izrečene globe. In sicer vkolikor kršitelj pravil cestnega prometa ne vloži zahtevo za sodno varstvo v 8 dneh, lahko v 30 dneh plača polovico te globe. Mi smo s tem torej podaljšali rok plačila na 30 dni, to je čisto iz praktičnih razlogov. Torej tisti, ki se strinja oziroma ne namerava se pritožiti zoper izrečeno globo v 8 dneh, lahko plača to polovičko v 30 dneh. Namreč globe so visoke, tudi polovičke so visoke, ljudje imajo plačo 5., 15. ali ne vem na kjer dan v mesecu in kolikor se seveda to zgodi tik pred ali pa ne vem v nekem neugodnem trenutku za takega povzročitelja prekrška, seveda je prav, da ima razmeroma dolg rok tudi povezan z prejemkom njegove plače, da poravna to polovičko. S tem seveda se približujemo tudi nekoliko finančnim zmožnostim tega kršitelja. Tako da še enkrat, osnovni namen je, da se nekoliko omilijo globe za manjše prekrške, s katerimi se neposredno ne ogroža varnost in povzroča škodo drugim.